Uresničevanje volilne pravice ne sme v nobenem primeru puščati dvom v korektnost volilnih rezultatov. Glasovanje po pošti iz tujine tak dvom dopušča. Gre predvsem za to, da volilni imeniki za tujino ne zagotavljajo vseh potrebnih podatkov o volivcih, v katerem volilnem okraju naj glasujejo in o njihovem stalnem bivališču. Da se volilno gradivo v tujino pošilja prazna glasovnica in volilna karta, kar pomeni, da ne vemo, komu jo bomo poslali in naj jo bo pravi prejemnik dobil. Če se pošilja prazna volilna karta, brez navedbe kandidatov in strank, potem vsi kandidati in vse stranke nimajo enakih možnosti. In končno, volilec ali volivka sam izpolni glasovnico in podpiše volilno karto ter jo pošlje Republiški volilni komisiji, ki ne more ugotavljati istovetnosti. Take rešitve torej puščajo dvom o njihovi ustavni skladnosti in jih je zato prav oceniti iz naslednjih vidikov. Ali posebne ugodnosti zagotavljajo enake pravice in enak položaj vsem kandidatom, da so vsi volivke in volivci obveščeni o njihovi kandidaturi, torej ali zagotavljajo enakost pasivne volilne pravice. Ali zagotavljajo osebno in neposredno tajno glasovanje, če se volilni material pošilja brez vnaprejšnje zahteve, na podlagi neurejenih volilnih imenikov in samo s podpisom volilne karte. In končno, zahtevajo oceno nadzora nad osebnim in tajnim glasovanjem, če zadostuje že vrnjena glasovnica s podpisano volilno karto, lastnoročnost podpisa in s tem osebno in tajno glasovanje pa ni mogoče preverjati. Pričakujemo, da bo Ustavno sodišče svoje stališče do teh vprašanj oblikovalo že za volitve v Državni zbor v septembru letošnjega leta.